Združeno kraljestvo je postalo dobesedna tiranija in zdaj ljudem prepovedujejo vstop v državo, da bi sodelovali na protestu. Protest Unite the Kingdom. Množični dogodek z milijonom ljudi, ki se je zgodil že prej letos, kjer je Tommy Robinson vodil pohod proti islamizaciji in nezakonitemu priseljevanju, je vlado seveda popolnoma prestrašil. In zdaj je njihova rešitev za to, da prepovejo govorcem vstop v Združeno kraljestvo. In rada bi rekla, da je to pretiravanje, ampak sploh ni. Ojoj, ojoj, ojoj. Vodijo kup kretenov. Preklicujejo vize javnim govornikom in politikom, ki bi morali govoriti na shodu Unite the Kingdom 16. maja. Vključno z Evo Vlad, nizozemsko politično komentatorko, Valentino Gomez, ameriško političarko, Joeyem Marnarino, ameriškim političnim svetovalcem in Ardo Luh, špansko politično komentatorko. Pravkar so mi preklicali potovanje v Združeno kraljestvo in to se je čudežno zgodilo le nekaj dni potem, ko sem zasebno pisala Tommyju Robinsonu glede sodelovanja na njegovem shodu 16. maja v Londonu. Vsem so preklicali vize z obrazložitvijo, da njihova prisotnost v Združenem kraljestvu ni v korist javnosti. Sram naj bo britansko vlado, Keir Starmer in Shabana Mahmood. Združeno kraljestvo dovoljuje vstop obsojenim kriminalcem, ne pa svobodomiselnih belih in hispanskih žensk. Razumem. Če ste se spraševali ali upali, da bom prisotna ali govorila na zborovanju Tommyja, ne bom. Ne morem tvegati. In kot britanska državljanka me ne bi samo deportirali, ampak bi me aretirali. Britanska vlada še vedno aretira svoje državljane zaradi tega, kar sama šteje za sovražni govor ali terorizem. Vse svoje britanske sledilce pozivam, naj podprejo zborovanje. Pojdite, zabavajte se, bodite mirni, ne pite alkohola in pokažite svojo ljubezen do tega neverjetnega otoka. Edini način, da obrnemo to orwellovsko tiranijo, je, da jih odstavimo na volitvah. Oprostite, fantje, rada bi bila tam, vas podprla in tudi videla svojo družino. To je pravzaprav najdaljše obdobje, ko nisem šla domov in jih videla. Torej, ja, kakorkoli, veliko ljubezni. Prosto podprite kanal, če želite. Povezave so v opisu. V redu, hvala. Adijo. V redu. Rada bi rekla, da pretiravam, ampak sem se znašla v podobni situaciji. Toliko vas je spraševalo, odkot sem, ko je Maksin. In ne bom vam povedala celotne zgodbe, ampak prihajam iz Združenega kraljestva in zelo bi rada šla na obisk. In skoraj vsi so mi rekli, ne naredi tega, ker te bodo zaradi vrste vsebine, o kateri govoriš, aretirali. In ko pogledaš Združeno kraljestvo in se vprašaš, kakšno je, kako se je to zgodilo, da je postalo islamizirano? No, to je zaradi tega. Ker se vlada, namesto da bi se soočila z napakami, ki so jih naredili, pripeljala milijone priseljencev in dovolila, da nezakoniti ostanejo. In da so postali senzacija zaradi zlorabniških tolp. Namesto da bi se soočili s tem, se raje ukvarjajo s tistimi, ki jih opozarjajo na to. To je njihova rešitev. Ne ukvarjajo se s tolpami za spolno izkoriščanje mladoletnih, ampak ljudem, ki vas opozarjajo na te tolpe, govorijo, da tega ne smejo povedati. In si predstavljate to. Predstavljate si, da nekaj objavite na družbenih omrežjih in vas zaradi tega aretirajo. Toda tem ljudem ni niti dovoljeno obiskati Združenega kraljestva. Seveda, Tommy Robinson se ne zadržuje. Poslušajmo, kaj ima Joey povedati o tem. To je eden izmed fantov, ki so jim prepovedali vstop. In poglejmo, kako se Tommy odziva. Tako da sem kar šokiran, da snemam ta video, ampak uradno so mi prepovedali vstop v Združeno kraljestvo. Da, ocenili so, da moja prisotnost ni v javnem interesu. Zdaj vam bom povedal celo zgodbo. Pred nekaj dnevi je Ada Juk, vsi jo poznate, je velika vplivnica iz Španije in ena mojih najbližjih oseb na tem svetu. In zasebno se je pogovarjala s Tommyjem Robinsonom, kjer sta se dogovorila, da bo ona prisostvovala, jaz pa bom govoril na shodu UTK. Na zadnjem dogodku je imela zelo znan, ogromen viralni trenutek, ki jo je praktično izstrelil v mednarodno slavo v desničarskem gibanju. Torej, nameravali smo iti. Jaz naj bi govoril. Naslednja stvar, ki jo vem, 3 dni kasneje nismo še ničesar javno objavili. Mislim, da še nič ni bilo dokončno dogovorjeno. Jaz nisem imel pogovora s Tommyjem, Ada ga je imela. Dobil sem e-pošto od notranjega ministrstva, ki ga vodi ženska po imenu Shabana Mahmood, da mi ne bo dovoljeno vstopiti v Združeno kraljestvo. Zdaj pa nekaj smešnega. Za to potovalno odobritev ETA sem zaprosil pred letom dni. S to potovalno odobritvijo ETA sem vstopil vsaj 5-krat. Mislim, da sem bil nazadnje maja, avgusta, novembra, februarja in pred nekaj tedni aprila v Manchesteru, kjer sem imel govor. V Združeno kraljestvo prihajam že skoraj 10 let. V Združenem kraljestvu sem živel 10 let. Nikoli nisem prekršil nobenega zakona. Očitno, razen če je govor zdaj kazniv. Niso mi povedali, kateri zakon sem prekršil. Niso mi povedali, zakaj sem prepovedan.
Samo povedali so mi, da moja prisotnost ni v javnem interesu. Kar je smešno, ker če greš v Francijo in se z ladjo odpraviš v Združeno kraljestvo, tam ne vedo, čigava navzočnost je v javnem interesu in čigava ni. In kaj sploh pomeni v javnem interesu? Boj za javno dobro ali pa morda boj samo za nekatere dele javnega dobrega? Za tiste iste dele, s katerimi se recimo povezuje Šabana Mahmud. Mimogrede, dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Majraka, vaša gostiteljica. Ne pozabite se naročiti, ker vas potrebujemo tukaj. Še pomembneje pa je, da pomagate razširiti ta video, da bodo tudi drugi izvedeli, kaj se v resnici dogaja. Dovolijo vstop posiljevalcem, morilcem, teroristom. Mislim, to se dogaja vsak dan. Vsak dan. In nihče ne naredi nič glede tega. Ampak mislim, da je vse to zato, da bi preprečili velik shod Tomija Robinsona 16. maja. Imate Evo Valar de Broek. Vem, kako se izgovori njeno ime. Je lepo ime. Ne vem, kako se izgovori. Prepovedali so ji nastop. Govorila je. Valentina Gomez, tudi njej so prepovedali nastop. Govorila je. Jazz in Ada, ki je govorila tudi na zadnjem shodu, ona je prejela e-pošto približno 1 uro potem, ko sem jaz prejel svojo, da je tudi njej prepovedan vstop v Združeno kraljestvo. Dobesedno Šabana Mahmud ima ekipo ljudi, mislim, verjetno, ki sedijo naokoli in pravijo, poglejmo, kdo bi lahko bil povabljen na to in poskrbimo, da ne bodo mogli vstopiti, da bomo zmanjšali medijsko pozornost. Malo vedo, da bodo s tem samo še povečali zanimanje, saj bodo ljudje slišali za prepoved, ker ne morejo prepovedati ljudem v tujini, da bi o tem govorili. In presenečenje, velike ljudi v tujini, ki jih zanima utišanje svobode govora, ker gledajo na Združeno kraljestvo kot na ogromen neuspeh, kakršen je, in se sprašujejo, kako naj tega ne naredimo tudi mi. In morda je rešitev v tem, da prisluhnemo ljudem, ki pravijo, da je s tem, kar počne Združeno kraljestvo, nekaj narobe. Ker ni v javnem interesu. Vi v Združenem kraljestvu, rad imam vašo državo, ampak živite pod tiranijo. To vlado je treba odstaviti na volitvah. Ne bodo dovolili ljudem, ki nočejo povzročiti škode in si preprosto želijo deliti svoja mnenja ter obiskati državo. Nam ni dovoljeno vstopiti, medtem ko imate tuje tolpe, ki spolno izkoriščajo otroke v skoraj vsakem večjem mestu. Zgrožen sem. Nisem presenečen, ampak to je preprosto, nekako sem vedno čakal. Sem si mislil, kdaj mi bodo prepovedali vstop. Presenečen sem, da še niso. Mislil sem, da je to zato, ker sem državljan ZDA in imamo ustavo, ki dovoljuje svobodo govora. Očitno je bila zdaj prestopljena tudi ta meja. Odvratno. Resnično odvratno. To so osebnosti, ki so bile prepovedane. To je Ava. To je Valentina, veste, tista, ki zažiga Koran. Ona je tista, ki govori o priseljevanju v Evropi in posebej na Danskem. To je Ada in to je Joy. To je seveda ženska, ki izvaja prepovedi. Zelo presenetljivo. Kdo bi si mislil, da se bo to zgodilo? Noro. Poglejmo, kaj ima Tommy Robinson povedati o tem, saj seveda tega ne bo sprejel tiho. 16. maja 2026 bomo poslali sporočilo svetu in oblastem. Pustili jih bomo trepetati v največjem prikazu moči, kar jih je ta država kdaj videla. Naredite načrte, bodite tam, pomagajte nam ustvariti zgodovino. Nekaj velikega se dogaja. Začel se je odpor. Svet opazuje London. London je bil izbran za bojišče. Vi, Britanija, Wales, Škotska, Severna Irska in Anglija. Naša država je bila izbrana. Svet opazuje. Želimo navdihniti svet, da se združimo v tem narodu. Združimo se na Zahodu. Pridruži se nam. Naredi načrte za praznovanje kulturne identitete v Londonu 16. maja 2026. Tvoja država te potrebuje. Moj cilj za naslednje leto je, da bom glavna zvezda tega dogodka. Želim biti glavna zvezda tega dogodka. Želim biti tam in vsem povedati, kaj moramo narediti. Tukaj je, kaj pravi Tommy Robinson. Ker bo režim Kiostama kmalu izbrisan na lokalnih volitvah, ki jih je poskušal prepovedati, je pred našim škodom Unite the Kingdom in Zahod, ki bo naslednji teden pred njegovimi vrati, nastala panika in začel je prepovedovati vstop domoljubom v državo. Na naših obalah so milijoni ljudi kjer. Začni pakirati kovčke. Ja, Kia Stama. Tega ne moreš narediti in pričakovati, da bodo ljudje rekli, ja, dobro upravljeno, Kia. Še naprej brani tolpe za spolno izkoriščanje, ki posiljujejo naše deklice in vsem preprečuješ, da bi o tem sploh kaj rekli. Želimo, da ostaneš na oblasti. Kot pravi Tommy Robinson, je bila Združeno kraljestvo izbrana na enak način, kot je bila v Ameriki izbrana Teksas. Pogledali so na zemljevid in rekli, kje je najpomembnejši kraj, ki ga lahko napademo in počasi prevzamemo,
ter od tam prevzamemo še vse ostalo. Če lahko udarimo po Združenem kraljestvu, če lahko udarimo po Teksasu, lahko udarimo po vsej Evropi in po vsej Ameriki. Oni vejo, da je to načrt. To je njihova strategija. To je zapisano. In Tommy Robinson je eden redkih, ki se dejansko bori proti temu. Mislim, da ta človek počne eno izmed najbolj pogumnih stvari, saj poskuša razkriti norost tega, kar se dogaja v Združenem kraljestvu, vključno s prepovedjo vstopa ljudem. Ne vem, ali mi bojo, če se vkrcam na letalo, prepovedali vstop. Pravzaprav ne vem, ali bi me lahko aretirali, ko pristanem, ker izpostavljam tolpe za spolno izkoriščanje in islamizacijo Združenega kraljestva. Dejansko govorimo o stvareh, ki so zgolj zdrava pamet, pa jih ljudje štejejo za pogumne, ker če bi si sami drznili to storiti, bi jih lahko aretirali. Kar je zelo podobno temu, kako je bilo v sovjetski Rusiji. Torej, če se sprašujete, kako je Združeno kraljestvo tako padlo, je razlogov več. Dejstvo je, da se njihova vlada bolj osredotoča na ljudi, ki se borijo za državo in dovoljuje norim ljudem ter ideologijam, da vstopajo in se širijo. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.